scenarista in režiser reče, ne, tako bo, kot bom jaz rekel. In potem se oglasi producent in reče, ne, tako bo, kot bom jaz rekel. In ti tam vmes si misliš, kdaj bom pa tako, kot bom jaz, ne? In ni nikoli, ne. Ampak je pa en poseben izziv, ena taka strašno zanimiva postolovščina, sreča je, da se lotevaš samo občasno. Da bi bil, recimo zdaj, da bi človek pisal v življenju kar naprej scenarije, ne bi se obneslo. Mislim, da zato večina režiserjev, tudi nekje scenariji se sicer prijavljajo letno, ampak vse vemo pri nas kakšna situacija, da večinoma se po filmi delajo na par let. Zdaj, ko sem malo bližje tako imenovani postgravitacijski umetnosti, ki se dogaja tam od vlane do vitanja, se mi zdi, da iz knjig nenadoma veje neka zadohlost. Romani postanejo najbolj zaprašena zadeva na tem svetu. Če pogledaš vizualno umetnost, če pogledaš performance, vidiš, da gre vse poročo literature. Imam občutek, da je literatura ta hip najbolj zastarela umetniška zvrst. Literatura, tako rekoč, če smem uporabiti ta grdi izraz, celo nekako smrdi, ne da samo zadohla. Kaj ti praviš o prihodnosti knjige? Zlasti o romanu. Jaz bi rekla, recimo tudi seks je najbolj zastarel, recimo, če gledamo danes vse možne tehnike, pa kljub temu ga še zmeraj prakticiramo. Jaz verjamem v literaturo, verjamem v to, kar je izrekel pravzaprav Ferry na očesu besede in se mi je zdelo izjemno pomenljivo. Rekel je zgodbe, kar se zdaj gospodje vesela smejijo, ker se omenila seks, da si mislite, kakve knjige, zdaj ima za seks pogovarjati. Še gre za duel, da je človek odčestvo. No, ampak kakorkoli, da se vrnemo v zgodbam, ne? Zgodbe bodo zmeraj živele, ne? Od tistih starih, prastarih časov, ko so jih šamani pripovedovali ob ognju, recimo, ne? Jaz mislim, da to ne bo zamrlo. In prav o tem je govoril Ferry, ne glede na to, kakšen bo nosilec, ne? Zgodbe bodo živele, dokler bo živ človek, dokler bo živa civilizacija. In se strinjam z njim. Zaton zgodb bo pomenil zaton civilizacije. Zato se jaz ne bojim, ker bo pa zaton civilizacije, kaj nas pravi? No, vse o zatonu romana govorimo že 30-40 let. Tako. In kar, vse prav, da kar govorimo. A veš, kar nas kar skrbi. Mi imamo edino eno slabo lastnost, Slovenci zelo veliko govorimo o knjigi, zelo veliko stvari v zvezi z knjigo nas skrbi, medtem ko tujci berejo. Oni ne komplicirajo, oni ne govorijo o tem, oni samo berejo. Medtem ko mi sedimo na okroglih mizah in simpozijih in nihče ne bere, ampak samo razpravljamo o tem, kako bi bilo treba brati, tujci sedijo na podzemnih železnicah, poslovneži, ko se vozijo službo in berejo. Kljub temu Slovenci preberejo 5 milijonov izposoje približno na leto, tako da to ni tako mala cifra, da lahko bi bila večja v redu. Borod o zgodbo. Jaz sem to še nekaj zraven dodati, to je vse res. Ta Ferryjev zaključek mi je bil zelo všeč. Je pa neka druga vseeno, recimo poezija. Če določeno pesem bereš v Postojnski jami, ali pa boš jo bral doma na stranišču, boš jo bral drugače, vsakič bo malo drugačna. In isto je, če je pesem na neki elektronski, klasična pesem na neki elektronski podlagi, je nekaj takega, kot da bi v neko razkošno gledališče, ki ima milijone tehničnih možnosti, dal pesem in dal nekega igralca, da oči ugasne, da bi on govoril. To pomeni, skratka, kot je rekla, da se na koncu stika velika potrata prostora za nekaj takega. Tako da jaz mislim, da je to poezija na elektronskem mediju je lahko samo takšna, ki izkorišča. Vse drugo se mi pa zdi, vsaj pesem postane pesem, ampak zmeraj je drugačna. Danes bom prebral, jutri bom prebral, zmeraj bo malo drugačna. Tudi za zgodbe do neke mere tudi verjamem. Jaz sem tudi mislil, ko sem govoril o romanu, sem tudi mislil na njegovo formo. Ne spremeni se ta forma. Zgodba je zgodba, jo zapakiraš pač malo slabša, pa malo boljše. Recimo pri likovni
tu izvrste pri glasbi so se naredile velikanski koraki naprej, ne? Literatura pa še nekako... Lahko samo nekaj se tukaj, jaz nisem tak čisti literat, kot ste vi prije, in vam sam povedala, da moj izgled v dokumentu Kaselsko pred kratkim sem ravno videla, da literatura ohranja svoje pozicije in da francoski knjižni sejem je še vedno francoski knjižni sejem. Kaselska dokumenta pa ni več razstava likovne umetnosti, ampak je razstava vsega drugega. Vizualih, takih in drugačnih, tonskih, ne vem kakšnih, zvočnih. Ne govorim zdaj o tem, da je to zdaj kar manj vredno več ali ne vem kaj, ampak hočem vam reči literatom, da ostajate na svojih okopih in da ni, jaz mislim, da tu ni neke blazne, ko se je rekel hoče prej, da je vse drugo samo literatura več ne, da je zdaj udarja in da je zatohla in da je treba prezračiti to sobano. Mislim, da vam ni neke sile. V bistvu, ampak recimo tukaj na česo besede sem pokazal tisto elektronsko knjigo, v bistvu je lahko tudi zvočna. Osebe se, v bistvu se elektronska knjiga na mejnih področjih, tam so se osebe že začele premikati, stisnil si kliknil, če se bi pravzaprav vse premikalo, pa je spodaj v bistvu že to risak, da ni več knjiga. Lahko je celo film. Poslušali smo samo zvok, to je že v bistvu radijska igra. Ampak mislim, da ravno te značilnosti, da se na nekem mejnem področju elektronska knjiga dajo klasične knjigi še večjo specifiko. Jaz mislim, da bo manj bralcev klasične knjige, ampak bo pa pridobila občutno na specifiki. Pač tole branje, ki je... Jaz bi pa samo nekaj še dodala, nekaj, kar pa mene edino skrbi, je pa v bistvu ohranjanje tega avtorjevega stika za publiko. Jaz mislim, da to zamira. V bistvu ti neki klasični literarni večeri, oziroma na kak način bo v prihodnosti, glede na to, da se kaže recimo v vseh zvrsteh, na vseh področjih, recimo, ustvarjalnih, da se kažejo neki premiki, se pravi, neke novitete. In mene dejansko skrbi, kot zdaj sprej pohecala, da nisem še skočila v spadalno tangenu, da ne bo na koncu res prišlo do nekih teh bizarnih premikov, da bomo mi avtorji, če bomo želeli, se pravi, spostaviti stik z bralcem, torej ne samo preko knjige, ampak v živo, da bodo ti stiki morali biti, ne vem, na kak način bomo mi pritegovali pozornost, glede na to, da gre za, mi nismo estradniki, mi nimamo tistih prijemov, odrskih, recimo, kaj bomo morali mi početi? Ti že imaš te prijeme. Imela šolo. Vedno bi imela šolo, prosti sem te prekinul. Vedno bi imela šolo, bi mogoče dali prednost občinstvu in kakšno vprašanje za... Gospodom, enkrat da spremembo. Ja, dobro, gospodom damo prednost za spremembo, če je kakšno vprašanje za najna gosta, izvolite. Te pa reši gospodom. Ja, mimo grede tole. Janja, mogoče boš ti odgovorila, ali pa mogoče občinstvo samo. Ko hodimo po literarnih večerih, pa tudi ko smo na teh duelih, prevladujejo ženske. Recimo sem bil na enem od Jančarjevih soočen oziroma srečan v okviru EPK-ja tukaj v muzeju, tudi od spodaj v muzeju. In sem tako, ko sem ošvrknil, sem videl, da nas je bilo enih 10 ali 11 nogometašev moških, ostalo pa spolj sama ženska publika. V čem je to? Ženske preberejo knjigo, posti, ko pa pridejo še pogledati. Ne vem, kaj bi prišli moški, da to ne berejo. Mislim, kaj to se. Ja, to je tudi ena od ženske so bravke, ženske so bolj zauzete bravke, to veva oba. In verjetno mogoče, kaj pa vem, ampak meni se občutek, da bolj verjamejo. Ne moreš reči, da prevladuje. Ne, to je zanimivo pri tebi. Mislim, pri vama je zanimivo. Skoraj ena, to je krasna publika. Ampak res, ženske najbolj, jaz mogoče tudi po svojih hčerah vidim, da so nam bolj zauzete, da so bolj nekaterim stvarem hočejo bolj do dna.
moški mogoče ta hip gledajo košarko, Olimpija, Krka ali kaj takega. Ne vem, zanimiva je vedno struktura občinstva. Včasih pa se zgodi tudi, da recimo smo bila na Ptuju z Samoborjem in Kemblerjem, je pa skoraj bilo 1-1, ne? Borod, kaj ti misliš o občinstvu? Ne znam. Občinstvo vse najboljše. Ampak tudi obiskoval knjižnic, glede na to, mogoče je malo obiskoval knjižnic, mislim, da so ženske v krepki, ne? Ja, zdaj v takšni knjižnici, ko jaz delam pri univerzitetni knjižnici, ker so študenti in študentke, je to malo... Splošno izobraževanje, ne? Splošno izobraževanje pa se po mojem ženske malo v prednost, ja. Ne vem, mogoče imajo več drugih interesov. Kak si lepo obarval študentke, si rekel. Izvolite, vprašanje. Jaz bi imel samo za gospod Janjo eno vprašanje. Razliko o pisanju scenarija po literarnem delu ali čisto na novo pisanje? Imate izkušnje ene in druge? Če po literarnem delu mora, da je uličev težko. Ja, po lastnem še smo. Ne, obojne izkušnje imam, ta zadnji scenarij je nastajal pač prav po knjigi Pink, ampak ker je bilo treba izumiti zgodbo, ki je knjiga dejansko nima, je bila res hudičeva izkušnja, ampak po drugi strani pa seveda pišem scenarije tudi, kadar nimam literarne predloge, in zadnji film ste si lahko gledali najn z Jurjaševičem, televizijski film, mislim, da je bil za novo leto 2010, Marko skače, in tam sva se midva zelo privoščila ene stvari, ki se ne spodobi v slovenskem prostoru, da bi se iz njih prili norce, to so samomori pa izbrisani. In da sva to združila in sva se privoščila oboje. In od takrat dalje filma nočem razvrti. Je pa sem nekaj bi še dodala, Pistriček je prej v zvezi s Pinkom in Mariborom in tem filmom in to. Se mi zdi, da tudi ne vem, če se zavedate avtori, kako je pomembno, Maribor v bistvu nima iz tega obdobja ničesa, ne literarnega teksta in si ti tu tudi orala ledino. Jaz mislim, da Maribora 80-ih, konca 70-ih, 80-ih ni, ne v literaturi, ne na filmu, ne v TV nadaljevanki, ne v TV drami, ker vse to severni si in to so, leto 38, ne vem. Ne moramo reči, da imamo veliko kvalitetnih del o Mariboru, pa človek mrtvaški glavam, pa ne vem, ampak ti si tu, ne vem, če si se tega sploh zavedala pri Pinku, ne? V bistvu, pravzaprav ta Pink, jaz moram reči, da to je ena zelo posrečena zgodba. In bi rada rekla, da če je že Maribor dobil en tak spomenik in upam, če bo prišlo do realizacije tega scenarija, producent je Mariborčan, režiser je Mariborčan, igralec pa do Mariborčan, misli skratka, posneto pa v Mariboru, bi rekla, da se je zgodilo po naključju, oziroma da ni izhajalo iz mene, ampak urednica je ponudila 3 avtorjem, urednica založbe Didakta, da bi pisali o svojih mladostnih časih, ampak ne v smislu autobiografije, ampak nekatere elemente, že se tudi to je fikcija, se ne gre za autobiografijo, nekateri elementi so autobiografski in potem se je Milan Dekleva ustrašil. Vsi so se strašili, jaz pa ne. Jaz mislim, da bomo vsi trije, v bistvu, ki smo bili povabljeni, res to napisali, pa se je razkazalo, da sem jaz napisal. Milan je pisal poezijo, Pa se je že Pimliko napisal. Ja, no, vse to je tudi res, ja. Tako da v bistvu je po naključju prišlo do tega, me pa začelo motiti, da se samo tej knjigi govori, pa vseh 50 knjigah, to je zdaj že razlo problematično. Smo se v principu. Hvala. Mogoče bi ena reče, ki tudi se mi zdi, je stvar, ki nekako izumira, ampak ker je meni osebno bil en tak prvi stik z literaturo in ker je bolj mojster v radijskih igrah, kaj je s temi radijskimi igrami, Borut, imaš tu več izkušenj, zakaj jih še zmeraj pišeš in kaj pa se z njimi dogaja v slovenskem prostoru? Z radijskimi igrami je podobno, kot sem prej rekel, da bo najverjetneje za klasično knjigo. Pridobivajo na specifiki oziroma na neki specifičnosti.
pač v tem vizualnem času, ker zdaj je zelo vizualni čas, je zvok nekaj, kar je zelo marginalnega. Obenem je pa, se pravi, to je zvrst, ki tako rekoč izumira, ampak jaz mislim, da ne bo nikoli izumrla. Nikoli izumrla, še vedno je. Jaz imam sam izkušen, da so mi v kakšnem predvajanju, da so me celo poklicali. Vem, da je bil nekdo, ki je bil sicer, sem bolj izvedel, da je bil slep, kdaj bo kakšna. Sem bil šokiran, ker sem imel tudi občutek, da pa radijske igre pa skoraj več noben ne poslušam, ampak v bistvu jih še poslušaj. Jaz jih pač rad pišem, se v zadnjem času bolj malo, ampak rad jih pišem ravno zaradi tega, ker imam rad tudi zvočnost besed, rad imam, da spregovori tišina, z tem, kar povedal, rad imam poezijo in rad se nekaj zelo blizu poezije. Slovenski radio je med rekorderji v Evropi zagotovo po številu radijskih iger na leto. Zdaj smo celo dobili že nekaj časa v službi radijskih igrah oziroma dramaturginja je Lučka Grudnova, ki je v Ljubljani, tako da še po tej plati smo spet malo bližje, ampak res. Tudi še vedno obstaja Grand Prix, Italijani so sicer največji mojstri, ampak še vedno ta radijska igra živi in je res, ti si kar, Borut je kar mojster, celo lahko rečemo, da med priznanimi mojstri kratkih radijskih in tudi daljših radijskih iger. Zanimivo je, da so celo tvojo radijsko igro izbrili v teatru. V gledališču, ja, v Novi Gorici. To je bila radijska igra Nova notranjost. Stvar ni preveč uspela, po mojem, ker jaz ponovadi, če pišem za določen medij, je to točno za določen medij in če pišeš, sploh zadeva se dogaja v temi in to prevest je pravzaprav za precej ponesrečen, bolj so je še dali nek cikl komedija, kar sploh, sicer je dosti humorja, ampak je črn humor, tako da zadeva ni bila ravno uspešna. Dobro, najprej sem se razveselil, ampak na koncu bi bil pravzaprav vesel, da tega ne bi bilo.